Živijo se. Živijo. O, mati milo, kakšno težko vprašanje. Jaz sem mislila, da bo mogla nekaj skuhati, zdaj pa... Bova tudi kuhala. Tako sem imela občutek, da mnogo stvari, ki sem jih delala, pa ki so mi uspevale, da pač imam malo sreče, pa malo se znajdem, pa da malo tudi zblefiram. Res sem imela take varovalke, da to je ena taka skupnost nastala, to je res lahko mi gre kar na jok, ko začnem o tem razmišljati. Si mati petih otrok. Ja, a ne? Ja, kako si se olajšala kuhanje? Si ga olajšala? Nekaj si ga mogla, ker če ne bi bila moj plašček oblečena. Pazi prste! Kaj šlataš to? Ok. V redu. Da zgleda čist kot palačinka, no? No, dober dan. Danes ima tale človek zraven mene prvič en tak podcast, intervju in jaz kot opazovalka telesne govorice sem opazila, da ima malo treme, čeprav jo spretno prikriva. Maljo je, ampak zaradi tebe. Maljo je. Živijo se. Živijo. Najprej razložim, ena velika želja že kar nekaj časa in Saša, ki se pač iz poslovnega sveta malo poznava, sem mi razlagal, kako se želim pogovarjati z ljudmi ob tem, kam kuhamo, in je rekla, da je definitivno dobra ideja in čez 2 dni sem jo pač vprašal, kaj pa bila, če je bila ti moja prva gostja. No, evo, pa kdor jezik stegne, pa jih pa faše. Tako da, ja, skočiti noter s profesionalcem takoj. Najboljše. Ja. Jaz se tebe spomnim zelo dolgo nazaj. Ja. 10 let nazaj. Aha, ja, ok, takrat nisi bil majhen. Ne, 10 let sem bil star. Ja, aha. V bistvu si bila voditeljica glasbene oddaje in sem res a si imela blond bila? Ja, tako se da. Blond, se spomnim in sem te gledal poželo z očmi, res dumo glasbo, ker sem pač pel fan glasbe. Pol kasneje pa tudi v bendu, ko si pela, sem skozi vrtel. Ja, sem posnetke imel tvoje in se te res... res? Ja, in dobesedno si v pol mest mi pač za par let zginila in pol sem te v poslovnem svetu spet zaznal. Tako da ja, se poznava že zelo dolgo in mi je zelo čast, v bistvu, da tudi osebno da te spoznam, ker imaš tako ta pravo energijo, no, ko se mi zdi, da ta pravi ptiči skapletamo, ne? A ne? Da smo navljavili. Pa si prleti, moj raj. Da mi povej, kdo je Saša danes. V primerjavi z onim, kako je bil Saša majhen. Mati milo, kakšno težko vprašanje. Jaz sem mislila, da bo mogla nekaj skuhati, zdaj pa... Bova tudi kuhala, nekaj bova skuhala še. Ja, veš kaj, v bistvu, ko gledam sebe nazaj, sem bila ena taka mlada punca, polna energije, zelo naivna v bistvu, ko sem verjela, da vsi ljudje vsem samo dobro hočemo, da smo vsi taki, kot sem jaz bila. Precej zaupljiva, zelo odprta, hkrati pa nisem zaupala vase zelo. Tako sem imela občutek, da mnogo stvari, ki sem jih delala, pa ki so mi uspevale, da pač imam malo sreče, pa malo se znajdem, pa da malo tudi zblefiram. Veš, ta sindrom bleferja. No, in nisem čist verjela v to, da imam kakšne talente ali pa da sem v redu. Tako da sem ravno zaradi tega tudi sprejemala potem kakšne odločitve, ki se v nekem trenutku zame niso dobro končale. In danes, ko se gledam nazaj, bi si predvsem to rekla, ne? Lej, v redu si, nič ni narobe s tabo, fajn si, ne? Danes se tega zavedam, bolj kot sem se takrat, oziroma takrat se sploh nisem, no? Tako da danes pa sebe vidim kot eno odraslo žensko, v najboljših letih, seveda zato, ker sem s temi izkušnjami, ki sem jih dobila, prišla pač do določenih modrosti v življenju, do določenih uvidov,
postala sem bolj prizanesljiva do sebe, še vedno sem velikokrat zelo naivna, še vedno me vsakič prizadene, ko vidim, da vsi ljudje niso tako prijazni in dobri in da ne želijo vsi samo dobro. To me še vedno malo včasih kar ne morem verjeti, pa kako, so eni lahko tako. Ampak sem se tudi to že naučila in sprejela to različnost, ki jo živimo ljudje. Pa se pustiš prizadeti, pač dopuščaš in ne paziš na to, se pravi, ali nimaš varoval, pa greš kar noter all-in z istim razmišljanjem. Veš kaj, največ varovalk sem imela, ko sem vstopala v odnos partnerski. Tega je zdaj, ne vem, skoraj 12 let. Že res sem imela take varovalke, da preveč celo, ampak v redu, to je takrat mi pomenilo eno varnost. Zdaj pa, ko vstopam v razne odnose, poslovne ali prijateljske ali karkoli, nekako začutim, a me pritegne, a se moje telo dobro počuti, a veš, čim mi neki, potem sem pa malo bolj zadržana in ne grem tako all-in, kot se reče. Kar pa se tiče tega, a veš, če te nekdo lahko prizadene, kaj to pomeni, da te nekdo prizadene? To samo pomeni, da nek človek od odzunaj pokaže tebi, da imaš ti znotraj sebe še nekaj, s čimer se moraš soočiti. In prizadetost ob ravnanju drugih ljudi je res samo tebi povratna informacija o tem. Ker, a ni zanimivo, sva midva in nekdo pride mimo in nekaj reče, jaz sem prizadeta, ti pa ne. Pa obema reče nekaj enakega. Torej, to pomeni, da je v meni ali pa v tebi tisto nekaj, kar ti dovoli ali pa kar splava na površje, da si potem to začutil kot neko prizadetost. Pa tudi najbrž neka stvar, da zjutraj ne bi prizadela, te lahko zvečer prizadene, ker se ti tekom dneva nekaj zgodilo, nek proces sproži. A veš, mi nismo tako, naše čustveno stanje ali pa energijsko stanje ni čez dan enako. Zelo se nabira. Mož pa je malo bolj stabilen. Tudi to je res, verjetno. Pač nisem rekel. Ampak to je naša čarobnost. Ti imaš lahko občutek doma, da je tvoja draga ni samo ena, da imaš 5 različnih žensk doma. A ni to kakšna? Pestrost. Odnosa je to čudovita. Res je, naprimer, velikokrat se zgodi, da nekdo v službi si ne upa izraziti tega, kar čuti, se ne upa razjokati, znoreti, ali reči, ne bom, nekaj, čeprav bi najraje, šefa v vodi žlice utopil, ampak, seveda, zato, ker je to služba, ker moramo se tam potruditi, ker to pa mi plača kredite moje, moram, Pa prideš domov med ljudi, ki jih imaš najrajši na svetu in sprostiš vse tisto od celega dopoldneva, kar se je nabiralo, na tvojega človečka, ki ga imaš najrajši doma, recimo otroka. Veš? Kaj zdaj delaš? Joj. Dajmo omejiti na par stvari. Zdaj mi je živno. Kaj že. Torej, stvar, s katero se zdaj največ ukvarjam, je akademija doseganja notranje sreče in poslovnega uspeha. Ta akademija ima 2 nivoja. Osebni nivo in poslovni nivo. In to je eno tako izobraževanje, če lahko temu rečem, ki sva ga pripravili z prijateljico Aleksandro Pibahal, ki jo tudi ti dobro poznaš. In kajti obe sva skozi svoje delo, coachinga, mentorstva in tako naprej ugotovili, da je toliko nekih instant variant, pridi in jutri boš nov človek in tvoje življenje se bo čez noč spremenilo in pole pa svi zavil čokolado, kot se reče. V glavnem, ta osebni nivo traja 9 mesecev. Da ti res narediš osebno transformacijo.
In lansko leto smo že zaključili, letos smo že v 7. mesecu od 9. In ženske, ki so bile lani, recimo, pa tudi že letos, Saša, to so take transformacije, to je tako lepo gledati, to so se take vezi spletle, to je ena taka skupnost nastala, to je res lahko mi gre kar na jok, ko začnem o tem razmišljati. No, letos so pa štartali s poslovnim nivojem, ki pa je razdeljen na 2x3 mesece, oziroma tudi, ko se šteješ prvi pa drugi del, tudi pride okrog 9 mesecev, tako simbolno, da res se rodiš nov človek. Zakroži, v celoto okroglic. No, so pa v tem drugem poslovnem nivoju so pa take poslovne vsebine za tiste, ki imajo posel, pa bi radi malo nek napredek naredili, strukturirali stvari, končno vedeli, kaj je njihova avatarka, torej ta stranka ključna, kako do nje. Imamo enega super strokovnjaka, ker tega ne delava midve sami, za socialna omrežja. V glavnem, tako, tudi tak res lušten projekt, ki mi zdaj v tem trenutku veliko energije vzame, zato ker ta poslovni del je letos prvič. No, potem pa imam v pripravi še eno mentorstvo, postavljam nove temelje, to sem že imela, pa bom zdaj spet zbiram pač energijo in fokus za to. Za vse tiste, ki se jim je nekaj zalomil, da so se nekako se jim je nekaj zrušilo, ali žalujejo za, ne vem, izgubljeno službo, izgubljenim partnerstvom, otrokom, ki se je izselil, prijateljstvom, skratka, za tiste, ki rabijo, a veš, en tak nov začetek, ker vem, kako sem se jaz počutila, kako sem bila izgubljena, takrat, a veš, ko se razideš, kaj pa zdaj, kdo sem pa jaz, kaj pa, ne. No, to, drugače pa tudi delam kakšne individualne, ne smem reči terapije, zato ker nisem terapevta, ampak, kako ne rečem, srečanja individualna, v bistvu me to ful veseli. A veš, ko vidim, kad človek pride, imam z njim pač nekaj, karkoli že, ker se zmeniva, da rabi, neko transformacijo predvsem, in potem, ko gre domov, kaj se je pa meni zdaj zgodilo, in pol, ko dobim, Saša, to je bilo pa, to me pa tudi tako nahrani, da enostavno se nekako ne morem reči, ne bom več delala individualno. Včeraj sem poslušal podcast od Sineka, ki je rekel, da človek rabi 8 minut pogovora, zato da pade iz unga od spodaj, da gre na vrh. Pri tebi ne boš pač že sam pogovor in ne boš dosti pomaga, plus pol ne boš kreste nekaj samorefleksije. Ja, jaz imam več različnih načinov, imam PEAT metodo, delam hipnotransformativni coaching, vračanje v otroštvo, pogovor z notranjim otrokom, pogovor z, ne vem, ljudmi, ki so še živi, pa ga ne moramo tako opraviti. Mislim, a veš, cel kup enih takih stvari, Kakšen odstotek ljudi misliš, da verjame, da izvirajo veliko težav iz otroštva ali pa nesposobnih odnosov z ljudmi, ki so že šli, pa da verjamejo, da dejansko, če se vračaš nazaj v to, lahko obrneš. Ker se mi zdi, da počasi se prebuja ta zavest, ampak počasi, A veš, kaj je problema, Jaz sem se obkrožila z podobno mislečimi ljudmi, tako kot si ti na začetku rekel, da isti vrste ptiči skupaj letamo ali nekaj takega. In meni se zdi, da to vsi vajo, da je to tako pač. Ampak dejstvo pa je, da včasih, ko pridem na kakšno firmo, pa imam predavanje, zaznam, a veš, sej v firmah, ko pridem pa imam tam delavnico, ne govorim na tak način, kot se zdaj stava tako, čez
odprto pogovarjam ali pa z ljudmi, ki razumejo moje delo. Sem bolj v rokavičkah, pa druge besede uporabljam, a ne. Ampak vidim, da gaš niso tako, ne. Jaz sem samo tukaj in zdaj, samo to, kar lahko pošlatam, to je. A res, a imaš rad svojega otroka? Imam, a lahko pošlataš to ljubezen? Ja, ne moreš je, pa vendar, a jo lahko zanikaš? Ne. A veš? Tako da ne morem reči, kakšen odstotek, mislim pa, da nas je vedno več takih, ki... Razmerje moške in ženske? Ja, to pa moram reči, ja, da je bistveno več žensk, ki se ukvarjamo na ta način same s sabo. Mislim, da je vedno več moških tudi, ampak pri moških je težava ta, a veš, da ste bili vzgojeni tako, da ste bolj odrezani od svojih čustev. Nisi smel jokati, pa nisi, kaj se zdaj tle neki cmeraš, pa kva pa, da ja si deca, nisi da, ne. In je to pol težko, a veš, si priznati, da ti tudi čutiš, a ne. In največkrat, ne vem, k meni pride pol kakšni tako, ki imajo res težave, a veš, ali na telesu se že pozna, da jih, ne vem, skozi boli križ, želodec, ne vem, neke take stvari, a ne, da pol pa reče, zdaj pa res moram nekaj narediti, a ne. Je pa tako, da mi imamo čisto enak čustva, pa, a veš, nič drugače, ne. Tam vzgoja druga, ne. Ja. Se tudi, kako moški vzgajamo, pa ženske vzgajajo, pač otrok, ki pade, reče pač, kaj si naredil, počisti, pa pikec moj, ne. Moški pa reče, dej, kaj si udaril. In pol, ko pade, sem ti rekel, da si udaril. Ja. Ampak je resno, tudi pri sebi sem malo pozoren, da sem šel, kaj pa je pušček. Ja. Vse sem ti rekel. Ja. Imamo različne vzgoje, ja. Veliko ljudi ima težave, da bi stopili iz cone udobja, ker jih je strah. Kaj bi jim v bistvu svetovala? Lej, ta cona udobja je v bistvu včasih cona neudobja, ne. Moja teorija je, dokler je ta cona udobja ali pa cona neudobja, dokler ni toliko močna, da bi bila močnejša od tega strahu pred neznanim, toliko časa vztrajamo v tej coni. A razumeš? Mislim, to sem zdaj mogoče tako malo filozofsko povedala, ampak a veš, nas more ful bolt, da premagamo strah, pa naredimo korak, a ne. In ta ful bolt, a ne, ker sem zelo grdo rekla zdaj to, so ti triggerji, ki so največkrat bolezen, smrt v družini, izguba službe, ločitev. To so najpogostejši te triggerji, ki nas res pušnejo naprej, da greš nekaj narediti. Saj tudi jaz sem vse rabila skoraj že, a veš, sprobati te triggerje. Tako se učimo. Ja. In ko nekoga vprašaš, kako si, in ko ti on odgovori, ja, kar v redu, nekako kar gre. Ta zgodba, ko nekdo tako odgovori, je najslabša možna. Zakaj? Ker dokler te še kar nekako gre, zagotovo ne boš naredil ničesar v smeri svoje želje. Je boljš, da si nižji. Ja, v bistvu je boljš, da si nižji, ker tam se pol zgodijo ti premiki. Koliko se je pa tvoja prehrana, pač si zbolela, koliko se je, ko so gledali pri tej temi, se pravi, da pride do nečesa, da moraš začeti drugače delati. Koliko si pa? A veš kaj, jaz sem že, preden sem dejansko pač ugotovila, da imam raka, a ne, sem že prej, a veš kaj, da bi moje telo me malo, halo, sem naprimer začutila, da mi ne paše gluten, pa da mi ne pašejo mlečni izdelki. In v bistvu sem to ukinila, že prej, ne. No, potem pa, ampak sem pa meso še kar, a ne, tudi recimo, veš, sem probala, ne vem, tisto dieto eno, ko samo meso ješ bolj, pa jajca, pa nekaj. Ja. Ampak jaz se toliko za nič počutila, veš.
Res se ni, da sem bila nekaj zelo lačna, ampak tako, jaz sem to tako mislila malo pomagati svojemu telesu, a ne. S tem v resnici sem pa imela kar zatečene členke, pa mislim tako, res nisem bila v redu, a ne, napihnem, ne vem, grozno je bilo. No in pa sem rekla, izgleda tole ni ravno zame, a ne. No, skratka, pol sem skozi nekaj preizkušala, pa doma sem imela, meni se zdi že poln kufer, ker enkrat, ne, zdaj pa ne jem tega, zdaj pa jem to, ne, zdaj pa, a veš, Kaj najstnica. Ja, špela najstnica, ja. No, takrat sem pol pa ugotovila, da imam raka, ne, in sem rekla, no, zdaj pa res moram svoje telo spucati, a ne, in hvala Bogu, no, takrat sem že poznala Aleksandro, ki mi je res zelo veliko pomagala in sem nekaj časa res bila strogo vegansko, a ne, nič, a veš, sam zelenavo, pa žita, pa še to brez glutena, ne, pa zjutraj smuti, pa sok iz stebelne zelene, pa ne vem kva vse, a veš. Je to tvoje grgranje, mi še enkrat povem. A ja. To mi je ono nepojemljivo. To ni grgranje, Ok. to je žvrkljanje. Žvrkljanje. A veš, grgraš ti, Ja, ok. žvrkljaš pa Ok. No, tega takrat vidiš, še nisem delala, no, ampak, no čak, samo da končam to. Pol to strogo vegansko, a ne, sem pol zrhlala, ne, pač jaz še vedno sicer ne jem jajc, zato ker sem se odvadila na okus, pa mleka, pa mlečnih izdelkov, pa glutena, pa cukra, razen, a veš, med, pa ne vem, dakli, pa to naravno, a ne, pa ribe jem. Ribe imam pa ful rada, ne, pa probam take, ker nimajo toliko teh težkih kovinov, pa to, no. Tako da sem, ni več toliko težko tudi za mojo okolico nekaj prepraviti, ne. No, ampak tole grgranje, zdaj smo že to hotela reči. Žvrkljanje olja sem pa že pred leti delala, pa pol se mi ni dalo več. Zdaj pa par let že spet. Torej, zjutraj, ko vstaneš, narediš en šluk olja. Olja. Ja, recimo. Kaj ne morajo nekaj drugega. Ja, ne morajo, drugače da pucaš, ja. En šluk olja si daš v usta, zdaj, najboljši je olje pšeničnih kalčkov, ki je precej drago, tako da jaz ali sezanovo, ki je naslednje precej drago, mislim, eno stopnjo manj, ali pa kupaš sončnično, ampak mora biti hladno stiskano ekološko, ki je pa najcenejše. In lepo in pol si 21 minut čistih, a ne. Sam malo, en zvoni, moram iti pogledati, kdo je. Evo me, nož moje limonade spil. Dobro je, dobro. Prizemljena je. Ja. No, še pa pri žvrkljanju. No in pa žvrkljanje. No in pa ti takole malo delaš in še potem, ne vem, daš posodo iz stroja, darila obesiš ta čas ali pa začneš kakšne vaje delati. In se včasih pol ga imam kar primer, pa se pol spomnim. In pol to pljuneš v stranišče in si moraš res zelo dobro usta splakniti. In to olje v bistvu iz telesa potegne toksine, parazite iz želodca, iz ne vem kaj, zato moraš ti to pljuniti seveda, ne? In dobro usta pol splakniti. Koliko časa to delaš? 21 minut. 21 minut. Ta del mi je bil fenomenal. Ja. 21 minut je zaresno. A veš kaj, se je začela sem z manj, ne, pol pa pač tako, zdaj mi je pa včasih pozabam, pa pol ure že žvrkljam skoraj teh nekaj, veš. Ja. Si mati petih otrok. Ja, a ne. Ja, kako si si olajšala kuhanje? Si ga olajšala? Nekaj si ga mogla, ker če ne bi bila moj plašček oblečena. Veš kaj je bilo fino, ker so otroci bili v osnovni šoli, so vsi jedli kosilo v osnovki, a ne? In pol sem pač bolj sam zase kaj delala.
oziroma pol, ko so bili že malo večji, so enkrat naredili si kaj, če jaz nisem mogla. Drugač sem pa tako, bolj ta tvoj sistem, a veš, futur v easy, čim hitrejš neki cak. Edin pol čez vikende sem pa malo bolj se izprsila, ampak tako za otroke tudi še vedno delam meso in v bistvu, a veš, se mi zdi, da meso mi je še najbolj simpelno narediti. Tega si večino ne zaveda, da dejansko meso je toliko različnih receptov, da imaš 15 minut pripravljenega, da ga ni treba umakati potapati, da ni treba pa dodatke in te stvari. Sekrata, smo ti ali na belico zate? Da si boš še lažje olajšala. Hvala! Da si boš še lažje olajšala. Noter imaš trike na svete, imaš tudi kar nekaj ribic, pa zdaj dejce. Ja, super. A veš, sem se že kar spogledovala jaz s temle, zato ker je res, mislim, tako, ene stvari sem že malo videla in mi je bilo to dobro. Tako da sem pa res iskreno vesela. Me veseli. Ja. Kako pa zdaj kuhaš? Veliko improviziraš? Kaj odprem direkt zame. No, evo, ne, tudi dobro. Zdaj imaš nalepki, se veš, da se polka skuhaš, da si lahko prelimaš. Ja, to je v bistvu trik, kako otroke prepričamo, da novo stvar probajo. Ker želijo prelimati in zaradi tega sem to na tak način dodal. Da si skuhaš, pa daš in pol, pač ne moraš pravati nalepke, če ne izbereš nove jedi. Moraš probati nekaj novega. Ker pri otrocih je največja težava, kako novo stvar urediti. A to vajo, a si pokazal? Ja, samo, ne boš premalo. Ja, jaz tega nisem vedela, kaj? Ja, verjam. Bom večkrat povedal. Tole tudi že vidim. Jaz sem kar malo... Kaj pa zdaj improviziraš ali v bistvu se splaniraš? Glej, tle pa tudi, jaz si kar pol sama zamislim kakšen recept. In pol je ful dober sem in pol, a boš naredila spet, kako sem že, kaj sem že in ne zapišem si in pol pozabim. Noter imaš prav poseben oddelek, kak si pišeš tvoje recepte, pa opombice zraven. Pa noter imaš eno tabelo za čim, kaj pa še na kjero zelenjavo, pa se meso, to da v bistvu res lahko začneš si ga pokombinirati. Pa zapisuj se, to poznam uno. Se to je pa toliko simpel, bom se še spomnil, nikoli več ne rata. Ja, poznam uno. A gremo mi dva kuhati? Boš še nekaj skuhala? Ja, no dejva. Pač jaz, ko si rekel, da boš prišel, sem zelo razmišljala, pa to, pa treta, Pol pa sem včeraj šla v trgovino, da si malo pripravim kakšnih sestavin in sem ugotovila, da v tej naši trgovini nimam nič od tega, kar sem si zamislila in kar bi mogla kupiti, tako da sem zdaj spet bolj v fazi improvizacije. Tukaj se človek ne več nauči. Tukaj lahko je nek spodrsljaj, ki pripelje do ali je tiste jed zanimivo dobra, ali pa v bistvu nekega kika v glavi, kar rečeš, ok, s tem pa s tem, naslednjič probam pa nadgradim. Tako da ja. Dobre, a ti že spet kaj povem, ali ti pol tam privlečem ven? Dajmo ven, gremo kje vlečiti. Ajde, prej. Mava vse? Mava? Kat, ali kako rečejo? Moš pa mali prišga. Pazi prste! Kaj šlataš to? Ok. V redu. Hotela sem narediti iz čičerikino moko, da jo pač zmešaš in potem noter daš bučke, čebulo, pa še neke začimbe in daš to peči. No, pa niso imeli bil ekoloških bučk, pa niso imeli čičerikine moke, pa sem rekla, v redu, kaj lahko naredim. In sem kupila brokoli pa cvetačo in zvečer sem namočila lečo rumeno. In zdaj tukaj surova rumena leča, ki je toliko multiuporabna. In zdaj najprej bom jaz to lečo zmiksala z malo vode. Pa boš pač ti tle zdaj vmes, ne vem, lahko mi česen kupiš, ali kva. A veš kako, tako, to sem se naučila, takole ga malo butnaš in pol se kar samo lup, veš to, Jaz imam težave, da mi je želodec napihne.
A česen? Ja. A veš kaj, se nekaj ti moram povedati. Tole zdaj, kar bom dala peč v pečico. Okay. In po mojem ti tega ne boš dočakal zdaj. Okay. Mi boš poslala pol posnetek. Ja, ti pošljem fotko iz enega dela te leče, sem ti pa hotela pokazati, kako lahko narediš eno ful okusno palačinko, ki zgleda čistka palačinka, ampak je milijonkrat bolj zdrava, zato ker ni iz bele moke. Okay. No, pa ti tole... Par samo, da ti povem, jaz imam težave z želodcem, Ja. z čebulo pa česnom. Aha, se je stutno. Okay. Ja. Če tole, ta po sredini, kaj je to palček, Ja. tole čez stranem, ta težava zgine. Kaj? To je tisto, kar dela težave, tole mi pa ne naredi nobene težave. A res? Ja. Pa leko, te so vsi moji že Ja. taki mal... Ja. Tako da to ven pa A probi. res? Ja. Jaz sem pa glih to uno, to je To ima največji okus, to ima največ okusa. Ja. Ampak ima tudi največjo težavo, tisti, ki imajo težave z želodcem, samo to, da jaz to naredim in nima nobene A težave. res? Hvala, lej, no, vidiš. Mogoče pa kar dost. Torej, kaj sem jaz zdaj naredila, ne? Kam ne zdaj to pokažem, tlele, lej. A vidiš, malo brokolija pa malo cvetačice, ne? Zdaj, še tale česen, zdaj ga ti mogoče kar meni tle žolkan noter. Žolkan. Tokle česna življenja nisem še navalil, tako da imaš čas. Kva? No pa kar nehi, pa si pa dober roke umil. to si pomogel. Ja. Tukaj noter, vidiš, sem dala surove koščke brokolija pa cvetače, pa česen. Tlele noter sem pa zmiksala uno lečo rumeno, ne? Leče ima beljakovin dosti, ne? Ja, zelo veliko beljakovin ima in zato je to skoraj tako, kot da bi en mesni obrok jedel. A veš. No, zdaj pa samo malo se umaknem, da te ne bom, da vzamem jaz kakšno mojo... Moja najljubša kuhalnica je pa taka, lele, taka mala žlička, ki imam pol tako fino kontrolo. In zdaj bom jaz prelila kole, ampak ne bom dala čisto vsega, zato ker bi ti rada še spekla eno omleto. Aha, to dejanski stil je leče, isto. Ja. Okay. Ker sem tukaj noter že dala malo soli v tole lečo, pa še eno finto sem naredila, ki nisi opazil, ker si toliko česa narezal, da sem, ko sem dala mešati lečo, nisem zalila z vodo, ampak sem dala malo radenske. Okay. Oziroma, če ti povem, malo sem dala še donata. Okay. A veš, zato... Koliko imam do doma? A jaz se ne bom zdaj to jedel. Ne. Meni se naprej bo bolj že mudilo, tako Ja. da boš pol posnela pa do konca. Prav. Ja. Jaz vam to... Mislim, zakaj sprašujem, da Ja, pol ure imam do doma, pa da imaš, imam ja. Ne, ampak a veš, zakaj dam tudi v kruh, recimo, ki ga pečem, namesto vode dam včasih kar donat, zato da imaš še teh malo mehurčkov, veš, da je malo bolj rahlo. In zdaj kaj bom naredila? Tole bom dala v pekač in bom dala peč tako od oka tam na 180, pa bom pa skozi hodila malo gledati, že ali ni. Ampak itak je brokoli, cvetača, to je zelo hitro, ne? Okay. Leča se je celo noč namakala, bo zelo hiter. A veš, in to, da lepo gor malo porjavi in je to. Pol pa včasih dam gor kvasne kosmiče namest, a veš, parmezana ali pa nekega sira ali nekaj. In ne boš verjel, to kar skup drži, ne? Kvasni kosmiči, ali? Ne, Že pač to, ta ta masa struktura. kar skup drži nekako, a ne? Mi boš zaupala tudi recept, da ga lahko objavim? Ja, bom. Okay. Malo ga bom še izpila. Zapisala. Ja, vem. No, in tole bom naredila pol, a prav do konca, pa ti pošljem. Okay. Zdaj bi ti pa rada spekla eno palačinko. Na, čak, tamle odloži. Kam boš odložil? Vse imam dovolj prostorno kuhinjo. In evo, jaz zdaj na to ponov, a ne, vse dam malo maščobe. In sicer, ne glede na to, da ne jem mlečnih izdelkov, edina stvar od tega, kar jem, je pa gil. Gil mi pa Si ga paše. sama delaš ali kupuješ? Ne.
Strašno. Tako, malo dam tega glička, da mi da tak. Ja, Meni je. pa še ta okus, no. Je obogatiga, ja. Ja. S čim si ti mažeš palačinko drugače? Ne jem moke, tako da v življenju še nisem naredil palačinke. Drugače pa je marmeladica pa še kar. No, jaz recimo Veš, tako koliko stvari novih bom pri tebi zdaj pot. palačinko, da je to jaz skoraj da ne verjamem. Kako ne ješ moke, kako pa pečeš? Ja, iz drugih načinov. A res, pa ti si naš član? Ja, absolutno. Absolutno. Torej, marmelado. Redko jem, nam rekel, da je najem. Ja. Preleti hamburger, preleti Ja. hamburger. Ja. Okej. Ampak ne smeta biti 3 dni zaporedoma. Ja. Takrat sem isto imam. Aha. Zdaj čutiš, da nekaj ni v redu. Ja. Glej, navdušena sem, no, vedno bolj, tako da super. No, da ti povem, a veš kaj jaz dostikrat naredim, tako za zajtrk recimo, si tole spečem, pol pa dam zelenjavo not, a veš, tako kot ena tortilja. Ja. A veš, ker jaz Ja. tudi zjutraj nočem začeti dneva s sladkim, a ne, ker se mi zdi, da je pol cel dan imaš potrebo po sladkem. Jaz sem ugotovil, da mi pa še sladko, da mi pol pa še, se pravi, ali počasno, Aha. ali pa po testeninah, če je premalo beljakovin zraven, Materja, pa res. moram vedno pojesti nekaj Nekaj. sladkega. Pa res. Če dodam beljakovine, ali Pa pa ne. če ni česna, nimam težav. A vidiš, no. Ja. To sem, enkrat sem poratal, v bistvu, ko sem začel A veš, da bom jaz pa zdaj tudi tako Opazujem. pozorna, ja. Tako malo, dobro, no. Malo je gosto, ampak dobro, bom že nekako, no. Okay, zdaj pa sem še nekaj vzamem. To bi moglo biti malo bolj redko, a ne? Sam, ker bom še ta preostanek zlila tja po oni zelenjavi. Zdaj nisem hotela. Evo ga. Imaš kilometrino. Lej, a ne, da zgleda čist kot palačinka, no? Mislim, taka moknata. Dobro, no, pač pozab zdaj tole, ne, lej. kar se je zgodilo, ne? Ja, devaj na sladko, ne, zapasa zdaj na sladko. No. Ker diši Pa po dajva. palačinkah že, ne. Ja. Evo. Top. Malo gradim. Ja. Takole. Lahko kaj biti smatra. Zdaj si glih en zažgan košček tamle vzel, a veš, edino. No, in tlele pa še domača jagodna marmelada. Z domačega vrta. A ti pajkic To kaj ne vem. pomagal? Joj. Na večerje za petje je pajk oziroma ribaraca rk. Ja. A v glavnem je pajkec po glavi lezu, pa ji niso povedali, tako da sem jaz poslal, a ti si to videla? Ja. Pa so me pol otroci, ja, mami, kaj? Tako, jaz, če že jem kakšne takele stvari, a ne, ala marmelada, kaj je cukr not, pa to, ker to jem zelo malkrat, pol ne šparam toliko z tem, da namažem, a veš. O, mami moja, hvala za tole dobro marmelado. A to je mami delala? Ja. Nač bojo kar takole zrolala tale košček, ki je čist propadel. Bom jaz pojedla, ali prav? Ne vem, verjetno, če firka zmatra. Zdaj pa ena stvar, ki je ne smem narediti. Jaz sem enkrat, zdaj sem se spomnil, sem uporabljal nož, sem vzel, na katerem sem česen narezal, pa sem sladico prerezal. Za rojsten dan, glavno je šlo tako, no go. Sekunde, ko sem prerezal, sem rekel fajn. Izvoli. Lej, zgleda peno tudi krasne, a ne? Mogoče bi mogla dati še malo marmelade, veš. Daj probi. Bom ne rekal. Pač malo se mogoče čuti leča, zato ker veš, da je leča, no. Če bi bilo še malo več marmelade. Ne, ampak meni je všeč, ker je kik okusa v bistvu. Ne, zelo malo. Mislim, ja, če ne bi vedel bi, da je nekaj noter, ampak Da je me ne nekaj bi zmotilo. drugače. Ja.
Mi ne bi zmotila. Čak še malo marmelade. Mi ne bi zmotila. Ne, ej, tolo pa laufalč pri meni. Pa res, ker lahko pileš v sladko, v slano, v vse variante. Ja. Pa vse une, ko ima težave z glutenom, za vegane, za vse, ne? Ja. Na, le, tukaj je to, kaj je velik marmeladice. Ej, to. Res sem odličen, res je dober. No, a veš, in zdaj, tamle to, ko bom spekla v pečici, bo pa tudi, veš, en tak, pač, kaj narastek, no, ali, ne vem. Tako da, Eva, tole pojeva. Miš poslala posnetek. Cool, nice. Prav. Bilo me je veselje. Bom počutil, ja, da mi jaz govorim, ker še žveči. Lepo so poklepetala. Zapeljala so se čist drugi zgodbice, kot se jaz mislim, ampak top. Če se mi zdi, da je bilo prav tisto, kar so povedala, tako da je vesolje že poslalo. Ja. Absolutno super ideja za palačinke, tako da te bom recept prosil. Bom tudi objavil in zapisle. Tako da, lej, hvala še enkrat, da smo sprejeli odloček, da si moja prva. Ja, definitivno. Z veseljem, ker si tako fajn. Ja. En del pa tole do konca pojeva. Ja. Lepo se imejte. Ajde, čau. Ej, dober. Hej, Saško, lej, dala sem peč tole, ker si ti prehiter šel. In evo, tole je rezultat. A vidiš? Upam, da tako snemam, da se kaj vidi. Jaz sem dala gor, kot vidiš, še malo orehov. Pa začinila sem kar tako dosti orenk, zdaj bom poskusila. In jaz sem 100% prepričana, da bo ful dober. Evo, tako malo sem sunila zdaj. Torej, smo rekli leča. Ful je dober. A veš, kaj je dober? Kaj je veliko česna. Dober recept. Bom ti ga napisala. No, pa. Edino, kar je, moraš se zvečer spomniti, da boš... Namočen. Ja.